člani projekta Most tudi v tem času pomagate uporabnikom na terenu. Kako ste organizirali delo? Torej tako, v bistvu še vedno imamo telefonsko številko, klicno telefonsko številko za občane v stiski. Aktualno se pravi nekako vsi izvajalci Mosta, razen tehnikov zdravstvene nege, dežurajo tudi med prazniki in med vikendi na tem telefonu, da v bistvu nudijo lahko psihosocialno pomoč uporabnikom, občanom v stiski, še posebej starejšim, ki so v tem trenutku tudi še posebej, bom rekla, v stiskah, ki ne vejo, ki ne poznajo, ki težje spremljajo novosti tudi na področju ukrepov, ki so, se pravi, tudi temu rahljanju, ki je zdaj v teku. Tako da kar nekaj klicev prejmemo tega področja, da sprašujejo, kaj lahko, kaj ne, na kakšen način. Obenem pa tudi pomagajo v bistvu organizirati kakšno trgovino, plačilo položnic, organizacijo dodatnih pomoči. Skratka, nekako nudijo pomoč v različnih oblikah stisk, ki se izražajo skozi te telefonske klice. Tehniki zdravstvene nege pa še vedno izvajajo vse tisto, kar smo prej, oziroma pa če res tiste najnujnejše, ne čist kompleten obseg, ampak tisto, kar je zdaj, to se niti ni toliko zmanjšalo, zaradi tega, ker so že prej v bistvu tehniki vstopali tam, kjer so bile bolj specifične situacije zdravstvene, kjer je bila bolj zahtevna zdravstvena nega. Je pa nekoliko manj teh oseb iz razloga, ker so svojci pač tudi zdaj opravljali v večini delo od doma, bili doma na čakanju in so lahko v bistvu tudi oni v celoti oziroma bolj poskrbeli za svoje družinske člane. No, ampak uporabniki so vseeno preskrbljeni tudi v teh razmerah. Ja. Nobenemu, kater bi potreboval pomoč, seveda ta pomoč ni bila odvzeta ali na kakršenkoli način omejena, razen v tistem delu, kjer smo skupaj ugotavljali, kaj kdo sam zmore oziroma kje mu bodo lahko ali pa mu pomagajo svojci zaradi teh spremenjenih okoliščin tam, kjer oseba ni imela svojcev, ali pa so bili svojci po službah, ali pa niso pač zmogli sami, smo vse skozi nudili pomoč. Tudi novi, ki so se pojavili, jim nismo odrekli pomoči, če smo ugotovili, da je pomoč nujna, da je več kot potrebno. Tako da samo izvajanje pomoči na Mostu in, bom rekla, na pomoči na domu je delovalo tam, kjer so osebe potrebovale pomoč. Koliko je sicer uporabnikov in ali je število naraslo v tem času? Zdaj tako, zelo niha. Lahko mogoče povem, da glede na to, da sem vodja na pomoči na domu, tako kot vodja projekta, imamo, bom rekla, na pomoči na domu in na projektu nihanja. Se pravi, nekaj nam jih odhaja v bolnišnico zaradi nekih kroničnih obolenj, ki jih tudi že tako spremljajo ves čas, pa se nam vračajo, nekaj imamo novih, seveda nekaj jih tudi pač se poslovi. Tako da nekako številke, bom rekla, so kar tu, koliko jih nekako novih pride, mogoče imamo odliva, tako da nekako niha, od 20 do 25 uporabnikov je pri tehnikih, s tem, da, ne vem, kineziolog, koordinatorca, delovna terapevtka, socialna delavka ves čas opravljajo tudi klice tistim uporabnikom, ki so bili vključeni predtem v te, bom rekla, aktivnosti ohranjanja za samostojnost, se pravi te storitve, ki sem jih navedla, kineziologija, delovna terapija in tako naprej, in preverjajo, kakšna je situacija in opravijo po potrebi tudi kakšen nujni obisk, se pravi, ne vem, če nam nekdo pride iz zdravilišča, bo še vedno delovna terapevtka šla preveriti, ali je v redu doma poskrbljeno, pomagamo še vedno nabaviti tudi, če je potrebno, kakšne bolniške postle, zorganizirati v bistvu in prevoz in montažo in tako naprej. Tako da na nek način poskušamo še vedno res tam, kjer je nujno to omogočiti. Tako da same številke, tako kot sem rekla, od 20 do 25 je nekje uporabnikov, ki jih oskrbujejo tehniki zdravstvene nege,
Potem pa še dodatno pač ti, ki jih na mestu bi pa težko zdaj o neki številki govorila. No. Narašča tudi potreba po psihosocialni pomoči, to ste že omenili, ne? Absolutno, seveda. Zelo so hvaležni, ko jih pokličemo. Dejstvo je, da je pogovor tisto, kar ljudje rabimo. Še posebej zdaj, ko so, bom rekla, fizični stiki v takšni meri omejeni, tako da tudi sama sem klicala naše uporabnike pomoči na domu in zaznala v bistvu res to eno stisko in hvaležnost ob tem, da smo se spomnili na njih, da jih nismo pozabili, da nas zanima, kako je z njimi in že to se mi zdi včasih, da je dovolj, da se nekako počutijo bolj varne, no? Tudi če nismo v dnevnem stiku z njimi. Tudi iz vidika enotne vstopne točke, ki seveda teče, mogoče malo okrnjeno še vedno opravijo strokovne delavke, se pravi diplomirana medicinska sestra, fizioterapeutka, delovna terapeutka, obiske na domu v nekih nujnih situacijah, ko se soočamo z odpusti iz bolnišnic ali zdravilišč, da preverijo situacijo, da preverijo, kaj je tisto, kar oseba nujno potrebuje in da čim prej nekako zorganiziramo to pomoč. Tudi koordinatorka pomoči, se pravi koordinatorka dolgotrajne oskrbe, je ves čas na terenu, kolikor pač je nujno. Načeloma pa mogoče le to, da bomo počasi po praznikih tudi mi začeli oziroma poskušali nekako stvari spraviti v neke normalne, bolj redne tire, tako da bomo že v naslednjem tednu začeli klicati, preverjati in počasi vzpostavljali službo nazaj nekako po seveda smernicah in z vso potrebno zaščito, ki je še vedno nekako odrejena v državi. Tako da vse storitve, vse izvajanje, ki se opravlja, naj bo to v okviru enotne vstopne točke, koordiniranja ali izvajanja ostalih pomoči, ki jih izvajajo, se pravi tečejo v koraku z ukrepi in smernicami, ki jih država daje in NIJZ in za vso zaščitno opremo, ki jo pač potrebujemo, tako da res je poskrbljeno za varnost in primeren pristop vseh naših občanov, katere oskrbujemo.